bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, danes bomo govorili o orgonitih in zato, da bi razumeli, kakšno darilo človeštvo orgoniti pravzaprav so, moramo najprej razumeti določene stvari. In sicer samo en aspekt, in sicer sevanja kot takšna. Zakaj se jim izogibamo in zakaj so pravzaprav sploh škodljiva? Normalno je postalo, da smo ves čas priklopljeni na internet, da imamo vse na voljo brezžično, da nas televizija uspava, da spimo s telefonom, da povsod najdemo signal. A ne zavedamo se, zakaj je sevanje sploh škodljivo. Človek je živ sprejemnik in oddajnik. Ves čas sprejemamo in oddajamo določene valove. Naša fina napeljava pa so možgani in živčevje. Preko njih se prenašajo impulzi, torej informacije od organa do organa, ukazi, navodila hormonom in tako naprej. Če želimo biti zdravi, morajo naše celice dobro komunicirati med sabo, si izmenjevati pomembne informacije. In vsa ta sevanja motijo komunikacijo naših celic, organov, kar pa je ključnega pomena. Ker ta sevanja ne vidimo, mislimo, da niso pomembna. Orgoniti so dobri pomočniki pri zmanjševanju vplivov, sicer pa so majhne stvari tiste, ki zares pripomorejo. Ko greste spati, ugasnite Wi-Fi, ne spite zraven telefona, ko polnite telefon čim dlje stran od njega, uporabljajte ga zgolj prostoročno. Danes vsekakor dobite še kakšen nasvet, smo se pa odločili, da vam tudi ponudimo danes orgonite po taki fajn ceni, mogoče bolj dostopni kot darilo zase oziroma za kogarkoli drugega, tako da danes imate to priložnost in možnost. V moji družbi pa je Robert, ki ga mnogi poznajo kot očeta orgonitov v Sloveniji. Že slišim, da se smejiš temu. Ja, pa skoraj res. Ja, no, a ni res? Ja, nimam rad nekih takih nalepk, ker rečemo, da sem eden izmed tistih, ki se ukvarja z izdelavo orgonitov. Res je pa, da je to že zelo dolgo, kar se ukvarjam samo izdelavo, zdaj že teče 8 leto. No, pred 8 leti, da si rekel nekomu orgonit, je rekel kaj? Ja, res je. Danes je teh ljudi, ki vejo, kaj so orgoniti, kako delujejo, kako so dobrodošli v našem življenju vedno več. Tako da, ja. Tudi mene si seznanil s tem. Jaz tega prej nisem poznala in sem ti hvaležna, da sem na podlagi tebe pripeljala orgonito v svoje življenje. To je bilo pa zdaj že kar več kot 5 let nazaj. Ali pa okrog 5 let. Ja, bo nekaj takega, ja. Kar nekaj takega. In od takrat se je v moje življenje pritegnilo kar nekaj orgonitov. V bistvu in na vrtu ga imam, v hladilniku, v sobi, kjer je router, kljub temu, da ga po noči ugašam. Super. In pa v dnevni sobi. V spalnici pa ne. Ok. V redu. V spalnici nekog nimaš nekih takih, verjetno nimaš nekih velikih elektromagnetnih sevanj kot takšnih, razen kar je pač napeljave kot takšne, ampak če je ta napeljava ugasnjena, to meni, če ni porabnika, je sevanje dost manjše kot pa v nasprotnem primeru. Orgonit je akumulator, transformator življenjske energije. Tako, transformator. Podnapisi. Za vse tiste, ki zdaj ne vejo, kaj to pomeni. Ok, kaj to pomeni, transformator? Bolj po domače. V redu. Preprosto. Ok. Nažalost živimo v takšnem svetu, kjer je tehnologija postavljena pred naše počutje. In glede na to, da smo obkroženi z vsemi novodobnimi tehnikami od Wi-Fi-jev, računalnikov, mobitelov, routerjev, vseh tehničnih naprav, ki jih pač seveda uporabljamo, se je v naše življenje prikradla ta negativna energija ali elektrosmog, ali elektromagnetno sevanje, ali tehnično sevanje. Več izrazov ima ta ena in ista zadevšna, ena in ista negativna energija. Zakaj je negativna? Ker slabo deluje. Negativna, to pomeni, vse tehnične naprave proizvajajo pozitivne ione. Pozitivni ioni so za človeški organizem škodljivi. Ja. Orgonit kot takšen pa te pozitivne ione pretvarja v negativne ione, ki so pa človeškemu organizmu neškodljivi oziroma prijazni.
in zato je generator pretvarja pozitivne ione v negativne ione. Posledica vpliva pozitivnih ionov je lahko nespečnost, znojenje, povišano bitje srca, drhtenje, nervoza. Vse to poznamo. Več kot smo nekje pred televizijo, pred računalnikom, z telefonom v roki, bolj se nam to stopnjuje. In naše telo je kot spužva, ki nase vse te pozitivne ione črpa. To pomeni, jih vpija. Orgonit kot takšen nam pa to spremeni. To pomeni, te pozitivne ione spremeni v negativne, ki so pa človeškem organizmu neškodljivi, tako sem že povedal. Danes imava tukaj podstavek, pa tudi stožec, manjco večjo oziroma praktično gledano drugačno različico, ampak orgonit ni stvar, ki jo priklopiš na elektriko, ni stvar, ki jo daš polnit na sonce ali pa na luno ali pa karkoli. Zakaj orgonit potem deluje, glede na to, da je to neka neživa stvar, bi rekli po biologiji? Ja, res je. To je en tak perpetuum mobile, to meni, ko je narejen, deluje Sam od sebe. Sam od sebe skozi, konstantno, dokler se pač recimo nekomu ne razbije. Bistvo delovanja orgonita je v tem, da ta negativna energija, ki nas obkroža, vstopa v sam organik preko bakrene špirale, se v kaosu opilkov, to pomeni kovine, razbije. Ti opilki delujejo v samem organitu kot neke vrste cedilo, in z pomočjo kristalov, ki so v sam organit vgrajeni, pretvori te negativne energije v pozitivne in na samem izhodu seveda obogati naš prostor, bivalni prostor, v katerem smo, z temi vibracijami teh kristalov. Za klepet ob kavi izdeluješ poseben podstavek, in sicer s kristali, ki jih je izbral Tadej Pretnar za nas. Kristali obilja, sreče, zdravja in tako naprej. Tukaj je pa tudi roža življenje, tudi prstan imam iz rože življenja, zlat. Ampak roža življenje si tudi že ti prej uporabljal. Ja, roža življenja kot takšne je simbol, je najmočnejši energijski simbol. To pomeni, da ena takale ročno bakreno izdelana roža življenja, ki je vgrajena v ta organitni podstavek, še dodatno poveča samo moč samemu organitu. To pomeni, da so energije, ki iz tega organitnega podstavka izstopajo, dosti močnejše, kot pa bi bile recimo brez take rože življenja. Se pravi, to vse skupaj dejansko potem takem tudi deluje. Tudi kristalov, ki so recimo vgrajeni v sam organit, ni potrebno čistiti za razliko od prostih kristalov, kot jih poznamo, zaradi tega, ker za to čiščenje v samem organitu poskrbijo kamene strele kot univerzalni energijski kristali, ki pretvarjajo negativne energije v pozitivne, hkrati pa čistijo kristale, ki so v sam organit vgrajeni. Tako, in jaz, veš kaj večkrat naredim, recimo, ko imam doma še proste kamene strele, pa ametist, pa tak naprej, in dam včasih tukaj gor. V tem smislu... Očistiš jih negativnih energij. Nakit, ki imam nakit s kristali, dam tukaj gor in... Tako. Torej, si, bom rekel, prihranila, prišparala tisti čas, ko bi mogla kristale spirati pod tekočo vodo, jih dati polniti na sonce ali na luno, odvisno od sestave kristalov, ali v zemljo zakopavati. Če imaš organitni podstavek, vse to odpade. Tako, daš samo gor in jaz dam tudi zlato, srebro dam gor, dejansko vse te stvari, ki dejansko so. Imam pa redno tudi v oddaji Klepet ob kavi, imamo pa redno tudi vodo gor. Kaj se zgodi, ker ta je podstavek, na stožec pač ne moreš dati gor vode, lahko daš pa na podstavek. Kaj se dogaja z vodo? Voda ima eno zelo dobro lastnost, in sicer, da nase, bom rekel, da je ena izmed tekočin, ki so zelo podvržene sprejemanju informacij. Seveda, kot sem že prej povedal, organit oddaja določene vibracije kristalov in voda nase te frekvence, te vibracije sprejme, in ko mi to popijemo, dejansko popijemo tudi te vibracije kristalov, ki jih je voda sprejela nase. In v organitnem podstavku smo izbrali, da so te vibracije obilja, zdravja in vsega ostalega. In tale trenutek si bomo tudi pogledali, kateri so tisti kristali, ki so vključeni.
Orgonitni podstavek, ki ga lahko danes dobite za 120 €, vsebuje poleg posebne kristale: serpentin, aventurine, roževec in mesečev kamen ter bakreno sveto geometrijo rože življenja. Serpentin je kamen srčne čakre, velja pa tudi za pritegnitev materialnega bogastva in plodnosti. Človeka ozemljuje, blaži negativne energijske učinke ter sevanja, raztaplja napetosti. Aventurin velja za talisman priložnosti na vseh življenjskih področjih. Telo preplavi z ugodno vibracijo in sproži proces fizične regeneracije, predvsem na ledvica. Roževec je kristal materinstva in brezpogojne ljubezni. Njegova vibracija nas skozi čiščenje srčnih čustvenih usedlin približuje sebi. Srcu in ožilju koristi tudi na fizični ravni. Širi ljubezen, prijateljstvo in nasploh razumevanje. Mesečev kamen je povezan z intuicijo, čustvi, srcem. Je talisman jasnovidcev in potovanja duše k celovitosti. Močno spodbuja tudi rast rastlin, čisti percepcijo, razvija intuicijo, pri ženskah usklajuje hormonske cikle. Vsi ti kristali so skupaj z univerzalno kameno strelo vkomponirani v orgonitnem podstavku, ki ga lahko naročite danes po ceni 120 € ali pa se odločite za orgonitni stožec Varen dom po ceni 50 €. Naročilo na 02 62 00 230. Takole, toliko torej danes o orgonitih in ja, tale podstavek s to kombinacijo, to je kombinacija za klepet ob kavi in danes vam je torej dostopna, danes smo torej dali tako posebno ponudbo, da so orgoniti še bolj dostopni. Je pa zanimivo, da so predvsem rože tiste, ki se pa zelo hitro zavedajo, da je nekaj drugače, kadar ga postavimo v dom. Ja, Sej tudi mi se zelo hitro zavedamo, ampak bom rekel, da ne znamo opaziti te spremembe. Rože ali pa živali so pa, bom rekel, dost manj zakompleksirane ali pa dost manj obremenjene z nečim, kaj je pa zdaj, kdaj pa bo ali pa koliko pa bo, ne, in začnejo takoj delati. Ne. To je ta razlika med rožami in nami. Ne. To je res. In moja mama je zelo opazila, da je nekaj drugače, pravzaprav me je klicala pa je rekla, čuj, nekaj čudno se počutim, ja, nekaj ni v redu, ampak to je 3 dni trajalo. To je to. To je čiščenje, ki ga spodbudi orgonit. Pa naj bo to podstavek ali stožec ali osebni obesek ali amulet, orgonit. Ampak mora biti orgonit, ne? Zdaj, jaz jih imam kar nekaj doma, ja, vem, ja. Na različnih koncih seveda postavljene, a ne? Okay. Ampak recimo, a tak podstavek je dovolj za eno stanovanje, za eno hišo? Z meritvami, ki jih je naredil gospod Poznik, je po njegovih meritvah je takle orgonitni podstavek dovolj za bivalno površino velikosti med 80 in 100 kvadratnimi metri. Vedeti pa moramo, da orgonitna energija deluje v radiusu. To pomeni, če bi mi zdaj orgonitni podstavek namestili nekje blizu okna, bi polovica njegovega delovanja šla čez okno na prosto. Aha. Torej je bolje, da je nekje v notranjosti prostora, ker tudi orgonitna energija prehaja tudi skozi stene. Ker naše hiše so zgrajene iz naravnih materialov, skozi katere orgonska energija brez problema prehaja. Kaj pa te moderne hiše? Ja, so pa še toliko bolj eko. Se vedno bolj dela, se dela iz konoplje, se dela iz ovčje volne, vedno bolj lesene, vedno več, torej so vse to naravni materiali, tako da še bolj se gre na naravno gradnjo. A so orgoniti neka nova modna muha ali je to že prej obstajalo? Mislim, da niso modna muha, je pa res, da z vdorom svetovnega spleta nam je postal svet dostopnejši, torej smo si odprli oči, vidike, vsaj v Sloveniji, kar se Slovenije ali pa sveta tiče. Mislim, da niso modna muha, mislim, da so orgoniti že kar dolg časa prisotni in mislim, da bojo ostali prisotni še dolgo, ko naže ne bo več. Kdo pa je tisti primarni oče te tehnologije orgonske? Primarni oče je dr. Wilhelm Reich, avstrijski psihiater, ki je dejansko v času svojega službovanja naredil prvi orgonski akumulator kot takšen, to je bila ena velika škatla, sestavljena iz zmesi plastike, kovine in med svojim službovanjem seveda prišel v stik z mnogimi pacienti na psihiatričnih
psihiatrični bolnici, ki so imeli razne psihične težave in je ugotovil, da če takega človeka, ki ima te psihične težave, posadi na ta stol v to škatlo za uro, 2 uri, se njegovo zdravstveno ali psihično stanje bistveno izboljša. Zato se on smatra kot oče orgonske energije oziroma orgonitov kot takšnih. Ne smem reči orgonske energije, ker orgonsko energijo so poznali že pred njim že mnogi narodi, kot so Tibetanci, Indijci, Kitajci, Japonci in tako naprej. Ampak zanimivo, da v tistem času pač ni bilo interneta in on ni vedel, da so za časa tako, pa Tibetanci recimo kot duhovno razvite civilizacije ali pa ljudstva poznali to življenjsko energijo že dosti pred njim. Ampak to govorimo o prana, mana, či in tako naprej. Ampak on je pa to energijo poimenoval orgon. Orgon. Tako. In iz besede orgon je izpeljanka orgonit. Tako. Lahko bi bil pa tudi pranit, pa manit, pa... Točno, ja, brez problema. Življenit. Ja, tako, življenit bi bil po naše. Ja, življenit. Evo, danes se lahko za življenit orgonit pozanimate tudi pri naših svetovalkih, ki imajo vse zapiske iz naše oddaje in vam lahko posredujejo več informacij. 02 6200 230 je telefonska številka. Seveda tega ni tukaj, kar bi mi zmeri hoteli, zaradi tega, ker je dolgotrajen postopek, da se življenit orgonit naredi. Ni to, kar dodaš nekaj v pečico? Ne, ni glih čist tak, ne. Rok izdelave, bom rekel, tudi ko me ljudje kličejo pa naročajo orgonite, je nekje med 5 in 7 dni. Sama izdelava, sušenje, brušenje, poliranje in tako naprej, seveda, da pošta naredi tudi svoje, pač dnevi pa hitro letijo. To je res. Ampak nekaj pa vendarle jih je pripravljenih, narejenih in točno takih, torej orgonitni podstavek obilja vsega lepega, ki je krasno darilo, zraven dobite napisano, če boste podarili komu, se mogoče ne spozna na te stvari, da ga ne bo kaj pa je to zdaj, tako da je zraven vse opisano in verjetno je ljudem najbolj všeč ravno to, da ne potrebujejo energijsko tega čistiti, se pravi postavijo in dela samo od sebe. Tako, in samo čakajo in se prepuščajo blagodejnim učinkom orgonita oziroma življenita, ne? Življenita, ja. Tudi domači ljubljenčki hitro odreagirajo na njih. Ja, jih imajo kar radi, moram reči. Tako da, zdaj, nažalost, jaz pesa več nimam, je pač končala svojo poslanstvo tukaj, ampak kjerkoli v delavnici, ko sem jih delal, je bila vedno zraven mene, tako da ja, začutijo to pozitivno energijo, bom rekel. Sem pa slišala, da orgonite ne moreš delati vsak dan, v tem smislu, da mora biti usklajeno več stvari, sicer gre vse narobe. Ja, v teh 7 letih sem že velikokrat probal na silo narediti jih, je bilo naročilo, pa da ne bom razočaral stranke, sem se spravil v delavnico, čeprav mi ni bilo iti za delati. Ti moram povedati, da tisti orgoniti so vsi ostali doma, ker so ali popokali, ali je bila smola motna, ali kakorkoli, in tisti orgoniti zdaj krasijo in devajo energijo vsem drevesom, vrtu, vsem rastlinam, ki rastejo na mojem zemljišču, tako da ja, moraš imeti ta prav dan, ta prav feeling za izdelavo. Robert, najlepša hvala. Hvala za povabilo. Se vem, da ne maraš, ampak slovenski oče orgonitov. Takole, še kakšno informacijo, torej na 02 6200 230, tam vam lahko tudi kaj povejo, svetujejo, kateri je tisti, ki je najbolj primeren in ne pozabite najbolj pomembnega, ugašajte Wi-Fi po noči, ugasnite vse te zadeve, ne spati z mobitelom. Mobitel in tehnologija nima kaj spati v spalnici in že s tem boste veliko prispevali k temu, da se boste počutili bolje. Če dodate še ustrezne količine vode, pa sploh. Ker sem prihajala v fazo smrti razkroja, ki se dogaja šele, ko telo pokopljemo, ko zavre. Se pravi, jaz sem to fazo vse v bistvu dajala pri živi zavesti, pri polni zavesti skozi.